Lep pozdrav, upam, da se me sliši in vidi. Tako da hvala za vabilo. Jaz bi seveda, kot že parkrat je bilo omenjeno, kajenje kot eden pomembnih dejavnikov tveganja, nasplošno za bolezni srca in žilja, pa tudi seveda vse ostalo. Dejstvo je, da večina kadilcev oziroma uporabnikov tobaka umre zaradi srčno-žilnih bolezni. Tukaj bom na hitro samo navedel tiste glavne stvari, seveda so ti mehanizmi še bistveno bolj kompleksni in jih je še bistveno več. Seveda, zraven zaradi tega, ker je kajenje tako pomembno in ker je problem to, da je pač zasvojenost z nikotinom izjemno problematična zadeva in jo je težko obvladovati, kajti nekdo, ki je zasvojen z nikotinom, ki je ena največjih drog, seveda tudi težko prenehuje. Zato so tudi potrebni določeni sistemski posegi. In na samem sistemu se deluje tukaj v Sloveniji že dolgo let. Kot vidite, tukaj piše 25 let sprejetja prvega zakona, ki je začel z omejevanjem rabe tobaka. No in zadnja dva, ki sta najbolj pripomogla k temu, sta iz leta 2007, kjer se je prišlo do omejitve rabe tobačnih izdelkov v zaprtih prostorih in pa še nekaj drugih zadev, in pa ta zadnji iz leta 2017. Dejstvo je tudi, da se uporablja veliko na primarnem zdravstvenem varstvu, predvsem v ZVC-jih in CKZ, se pravi centrih za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojnih centrih, kjer se poskuša z izobraževanjem in sistematičnim pomočjo pri prenehanju rabe nikotina preprečevati oziroma odvajati od te zasvojenosti. Tukaj je tudi druge stvari, ki so še pomagajo, o katerih bom mogoče malce kasneje še govoril. Trenutno veljan zakon je prvič po dolgem času pripeljal do tega, da se je delež prebivalcev, kadilcev močno zmanjšal in tako imamo sedaj, recimo, da je padel iz četrtine na petino, kar je pomemben napredek. In ta novi zakon je pripeljal do cele vrste ukrepov, poleg slikovnih opozoril tudi enotna embalaža, ki so nam jo poskušali tobačna industrija tudi v letu 2019 uničiti z pobudo poslancev določenih, ampak smo uspeli to obvarovati. Dejstvo je, da tisti ukrepi, ki so uspešni, na tiste tobačna industrija jih poskuša uničiti. No, ampak to nam je uspelo. Enotna embalaža je pomembna predvsem za tiste, ki začenjajo s kajenjem, mogoče ne za tiste, ki so že kadilci. No, ostale zadeve so tukaj še navedene, vendar jih mogoče vam ne bi posebej prebiral, ker je tega veliko. Tako da je pomembno seveda tudi še nekaj ena zadeva, čedalje več je tudi novih izdelkov, elektronske cigarete in drugi izdelki. Tukaj so se pojavljale posebej v Veliki Britaniji, češ da ti elektronski izdelki pomagajo pri odvajanju od zasvojenosti z nikotinom, vendar to ne drži. Ti izdelki so samo tisti, ki vzdržujejo odvisnost od nikotina, in to je vse, kar je. Se pravi, veliko teh stvari je pripomoglo do tega, da je delež kadilcev, kot vidite na teh grafih, precej začel upadati, in tako da vidite, kot med rednimi kadilci, razlike med 2016 in 2020 je že kar pomembna. Se pravi, da je padec precejšen, tako v skupnem, kot tudi v posameznih, se pravi, moških in ženskah. Se pravi, delež upada, to smo zelo veseli, da se to dogaja. To ni enkratna zadeva, to je proces, skozi katerega je država šla skozi vse te zakonodaje, ki smo jih v tem času poskušali spraviti skozi parlament. Tudi med mladostniki je delež teh, ki pričenjajo z rabo nikotina v upadu, kar je zelo pomembno, ker vemo, da posebej mlad človek se hitro navleče, kot rečemo, in čim mlajši se navleče, tem večja je zasvojenost in tem težje se preneha z rabo tobaka, pa tudi seveda tem večje je tveganje za nastanek vrste bolezni. Tako da, kot vidite, po teh podatkih, ki so zadnji, je delež tistih, ki so poskusili s kajenjem, ki so enkrat na teden to jemljejo, in pa tistih tudi, ki vsak dan uporabljajo tobačne izdelke, je kar bistveno upadel. To so pozitivne stvari, kljub temu pa seveda še vedno ostaja kajenje en glavnih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni.
Poleg tega, kar smo rekli, da je treba preprečevati začetek rabe nikotina, seveda je pomembno tudi pomoč pri temu. Tukaj imamo v okviru zdravstvenih domov in centrov za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojnih centrov delavnice, ki jih vodijo medicinske sestre in psihologinje po celi Sloveniji. Te delavnice žal so se v tem času covida precej te aktivnosti zmanjšale, ker so bile te izvajalke poslane na druga delovna mesta in se to zdaj enkrat malo ustavilo. Upamo, da bo to steklo čim prej kasneje po novem letu. Ob tem je na voljo tudi telefon, brezplačni telefon v okviru Nacionalnega inštituta, kjer posebej izvežbane študentke in študentje pomagajo tistim, ki želijo s prenehanjem kajenja. Ta številka, ki jo tukaj vidite, je na vsakem tobačnem izdelku in lahko kadarkoli v času med 7 in 10 zjutraj in 17 in 20 zvečer, vsak dan, 7 dni v tednu, 7 dni v letu pokličejo tisti, ki bi se želeli, da dobijo nasvete, kam lahko grejo po pomoč, ali pa tudi sami svetujejo, kateri so ukrepi, s katerimi se lahko zmanjša delež ali pa prekine z rabo nikotinskih izdelkov. Svetovanje je tudi preko Medovarneta in pa tudi informacije se dajo dobiti preko spletne strani, ki je oblikovana bila sicer na NIJZ, vendar je nekako skupaj za zdravje in tako, da lahko kadarkoli se nekdo pogleda navodila, priporočila in nekako pomagati. Izjemno pomembno je tisto, kar ste tudi večkrat govorili, seveda obravnava se pravi v ambulanti družinske medicine. Zelo pomembno je, da se te paciente, ki so kadilci, ki pa velikokrat tudi nočejo priznati, da so kadilci, da se jih identificira, da se jih povpraša in da se tudi zabeleži, da se njihov kadilski status zabeleži in da potem se jim tudi svetuje, seveda ne na silo, vendar z nekim priporočilom, da se odpravijo ali v enega od centrov za pomoč pri nehanju kajenja ali pa tudi k osebnemu zdravniku, s katerim se lahko potem o teh stvarih pomenijo. Se pravi, pomembna je tudi motivacija teh pacientov, da prenehajo s kajenjem, velikokrat tega ne nočejo, kajti zasvojenost je velika, čeprav se zavedajo, da je to tvegan način življenja, kljub temu velikokrat tega nočejo slišati od drugih. Tako da dejstvo je, da je kajenje izjemno pomembno pri vseh kroničnih nalezljivih boleznih in je zato toliko bolj pomembno, da se res prepoznava, kako je s temi kadilci, kako je z njihovim kadilskim statusom in predvsem tudi, da se zabeleži ta kadilski status, kajti če se nikjer ni nič zabeleženo, potem se tudi to izgubi in ne vemo, kaj s pacientom se dogaja. Veliko je seveda še kljub temu, da smo nekaj naredili, je veliko stvari še pred nami, tako da kot vemo, kot smo videli, precej še vedno je kadilcev, bi morali zmanjševati tudi ta delež. Veliko je tudi, seveda zaradi tega je še vedno kajenje eden vodilnih dejavnikov tveganja za izgubo zdravih let življenja in tudi seveda za smrt. In pa, da se potem seveda tudi naredijo določeni ukrepi, kot so recimo izjemno pomemben je cena cigaret, ki je ena med izjemno pomembnimi ukrepi in je žal pri nas prenizka. Tukaj imamo velike težave z finančnim ministrstvom, kako priti skozi skupaj in to reševati. Tudi kršitve so, vendar tukaj nam pomagajo pogosto tudi nevladniki z tem, ko ugotavljajo te kršitve in potem to tudi prijavljajo inšpektoratom. Kot sem že rekel, novi izdelki prihajajo, ki jih žal še nismo uspeli čisto vključiti v zakonodajo. Tukaj je tobačna industrija izjemno inovativna in se najde vedno nove metode, kako mlade ljudi zasvojiti. Ravno v tem času je v obravnavi na vladi tudi strategija za zmanjševanje posledic rabe tobaka in kot nek odraz tega je tudi ta policy brief, ki se ga da dobiti na tej internetni strani, na strani Nacionalnega inštituta. V bistvu je to, da si želimo, da bi dejansko zmanjšali delež kadilcev na 5% do leta 2040. To je ena od strategij, ki smo jih, oziroma vizij, ki so jih tudi določile druge države sprejele in gre v to smer.
No, naša zakonodaja zaenkrat je sigurno ena boljših v svetu. Mi smo uspeli to tam nekje 8.9., kjer smo uspeli z enotno embalažo, tudi z prepovedjo uporabe netobačnih izdelkov v zaprtih prostorih. Mislim, da smo zelo edini s tem v zakonu. In pa seveda to sledimo tudi Svetovni zdravstveni organizaciji, ki v okviru konvencije za obvladovanje rabe tobaka, se pravi Framework Convention, in tem protokolom potem poskušamo temu slediti. Tudi sama Evropska unija potem s svojimi določenimi direktivami tukaj nam je lahko veliko pomoč. No, še vrsta drugih je teh ukrepov, s katerimi bi lahko učinkovali. Jaz vam tukaj ne bom našteval, ker bo to predolgo trajalo in se lahko vedno preberejo. Dejstvo pa je, da si želimo, da bi spravili resnično delež kadilcev vsaj na 5% in upam, da nam to uspe.